Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Popotniškega snepa, kjer bomo odkrivali novo popotniško zgodbo. Tokratna oddaja bo sestavljena iz dveh delov, v okviru katerih se bomo podali po avstrijski Tirolski, Liechtensteinu, prav tako pa bomo največ časa posvetili alpskemu biseru, torej Švici. Oddaja poteka v okviru Popotniškega združenja Slovenije in v okviru partnerstva Mladinsko-kulturnega centra Maribor. Dogodek bomo modelil Hotel Nipič, z mano pa je tudi danes popotnica in jamarska reševalka Mateja Mazgan-Senegačnik. Mateja, pozdravljena in hvala, da si se nam pridružila. Pozdravljeni. Za začetek, preden se podamo na tvoje popotovanje oziroma podoživljanje tvojega popotovanja, pa nam mogoče poveš kaj več o tvoji dejavnosti kot oziroma vlogi jamarske reševalke? Ja, vedno me je zanimalo nekako, kaj je dejansko tam podzemno, ker tako vemo, da vsi večinoma hodimo v hribe, pa v gore in tako dalje. In tako sem leta 2002 začela z jamarstvom, tako da sem dobesedno šla na eno tako poizkusno turo po jamah. In takratni vodja jamarske reševalne službe mi je dejal, da sem pač rojena za to in od takrat dalje se pač ukvarjam z jamarstvom. Je treba kar nekaj let, da postaneš jamarski reševalec, nekako 8 let, med vsakim izpitom traja približno 2 leti. In ko je pač enkrat to uspeš, je neko tako osebno zadovoljstvo, je pa seveda en kup nekih treningov, vaj, usposabljanj, tako da ni tako čisto enostavno, je treba kar veliko časa in truda vložiti v to, da to tudi vzdržuješ, ko že enkrat to postaneš. Je pa čudovito doživetje, ko veš, da lahko nekomu pomagaš in hkrati še raziskuješ in ta čudoviti in neodkriti del sveta. To je kar zahtevno oziroma zelo pomembno poslanstvo, da se pač kot človeško dejavnost. Verjetno pa tudi jamarske izkušnje vključuješ v svoje potovanja oziroma jih pridno izkoriščaš. Bomo tudi verjetno kaj več o tem izvedeli tudi danes. Ja, če se le da, skoraj na vsakem potovanju grem tudi kakšno jamo, tudi v Švici smo eno obiskali, tako da nimajo pa seveda vse države na svetu jam, tako da če jih imajo, običajno grem kakšno pogledati. Torej, pa predno pa začnemo, mogoče poveš, na kakšen način si potovala po Švici in s kom vse, oziroma kdo je tvoril tvojo odpravo tokratno? Ja, sedaj že nekaj let skupaj potujem, ena taka res čudna mešanica ljudi. V bistvu smo začeli pred parimi leti, smo skupaj šli v Italijo, takrat so moji otroci bili še predšolski in zraven so bile tudi vzgojiteljice, obe dve vzgojiteljici iz vrtca, od enega in drugega otroka, potem še njihovi otroci, pa partnerji in tako dalje, smo bili res ena taka zanimiva kombinacija. In tako da sedaj že par let skupaj potujemo, vsako leto gremo na eno tako res posebno potovanje. Jaz sem glavni organizator, v čemer tudi uživam, oni so še toliko bolj zadovoljni, ker jim ni treba razmišljati. In res bistvo zanimivo, da smo taka kombinacija sedaj že od šolskih otrok pa vse do penzionistov, ker seveda se je to malo prestavilo in se odlično razumemo. In vsakič, ko gremo nekam na potovanje, že samo razmišljamo, kam bomo potem spet naslednje leto šli. Tega leta že spet planiramo novo pot in letos gremo po Beneluxu. Zanimivo. Torej, vaša popotniška kemija deluje na vrhuncu, kar pa se rezultira v uspešnih potovanjih. In mogoče lahko kar začnemo s zadnjim, in pokažemo našim gledalcem in gledalkam fotografije na poti z začetka. Ja, tako je. Prvo leto, ko smo potovali skupaj, torej po Italiji smo najprej smo šli z osebnimi vozili, potem pa smo ugotovili, da bi bilo mogoče boljše, da mi najamemo kombi in smo si vse stvari, seveda, kot vidite tukaj na fotografiji, nabasali v kombi in začeli naše potovanje. Kot je bilo povedano, potovali smo preko Tirolske, najlepšega dela Avstrije, vsaj za nas, ki imamo radi hribe. In potovanje sem planirala tako, ker so bili poleg 3 otroci, moja 2 sicer, kot vidite na fotografijah, precej majhna, in pa od prijateljice sin, ki je že srednješolec. In vsi se zelo radi kopajo, zato sem splanirala tako, da smo vsak dan imeli kopanje. Ali je bilo jezero ali karkoli drugega, samo pač, da se je kopalo. In seveda mi taborimo. Zakaj taborimo? Zato, ker je to nekako najbolj zabavno za otroke in pa tudi ugodno je, ker seveda te države so precej drage in če bi mi vsak dan spali nekje drugje, neki nastanitvi, bi mogoče nam celo zmanjkalo denarja, če smo ravno pri tem. Tako da
je to taborenje res eno tako čudovito doživetje. Kempe si v tistem času, ko smo mi potovali, konec junija, še ni bilo potrebno rezervirati vnaprej, medtem ko pravijo, da poleti julija, avgusta bi bilo priporočljivo. Tako da mi smo imeli okvirno zacrtano, kje približno bomo prenočili, tako da smo približno kempe vedeli, je pa prišlo vmes tudi do kakšne spremembe in smo si ga pač sproti poiskali. Tole del tirolske njihove tipične nostalgične domačije, bi lahko rekli, temu res čudovite hiške. Tako da mi smo res šli po tem podeželju njihovem in tole je že en najbolj znanih predelov Tirolske, kjer je bil sneman Gorski zdravnik. Tako da to je ta čudovita pokrajina, katero so vsi občudovali v tej nanizanki. In seveda smo si šli pogledati tudi tisto njegovo hišo. Do hiše je dostop možen samo peš, oziroma da se mimo peljati, ampak ni parkirišča, tako da je treba 10 minut po klancu navzgor in potem se pride do te njihove tipične hiške, kjer pač je bila v tej nanizanki ali serije, karkoli pač je že, bila prikazana kot njegova tega doktorja hiša. Hišo se da ogledati tudi znotraj, spredaj pa ena taka maketa, kjer se pač vsi radi fotografirajo poleg tega Martina Gruberja. Sem zasledil na spletu, da ponujajo tudi posebno doživetje, da te lahko, mislim, da kar na prikolici traktorja pripeljajo do njihove domačije. Ja, tudi to je možno, seveda zdaj kakšnim doplažilom se marsikaj daja. Mi smo šli... Verjetno od parkirišča, kjer se pusti avtomobil, osebni na to. Vse da je organizirano, seveda takrat, ko je največ turistov. Mi smo bili, kot sem rekla, konec junija, teda je bilo še malo izven tiste glavne turistične sezone. Okay. No, tam smo potem potovali dalje proti Krimelskim slapovom. To je bila tudi želja nas vseh, da to enkrat doživimo. Res nepozabno doživetje, pravijo, da so to seveda tako čudoviti slapovi, da bi jih moral videti vsak. Gre za največje slapove v Avstriji in tudi, ko se gre ogledati te slapove, če se hoče videti malce več, je kar en tak vredo pohod, vse 1 uro v hrib, najmanj, če celo več, je pač odvisno, kako hitro kdo hodi. 380 metrov je najvišji slap, jih je pa v bistvu več zaporednih in imajo zelo dobre poti izpeljane v tem gozdu, potem na več točkah dostopno skoraj čisto do slapu, tako da ponekod nas je kar precej namočilo, ker dobesedno šprica iz vseh koncev in krajev. Je pa tam to značilno, da za malo sreče se vidi kakšno mavrico, tako da mi smo jo videli, ne samo eno, celo več, pač odvisno v katerem času se nahajate na teh slapovih. Skratka, mi smo šli skoraj do čisto zgornje točke, malce prej smo se potem sicer obrnili, ker smo bili potem malce tempirani s časom, ampak smo videli najlepše dele teh krimelskih slapov. V zgornjem delu je tudi ena planinska koča, niso pa tam samo slapovi tisti res čudoviti, ampak tudi gozd že sam po sebi je zelo lep za pogledati. No, tole pa ta planinska koča, kjer imajo hrano, pijačo in seveda čudovite razglede naprej proti slapovom in pa seveda tudi dol nazaj. Kako pa je bilo z obiskom? No, se je bil začetek sezone, ampak koliko ljudi se dejansko odpravi do konca, do najvišje točke? Je bilo kaj gužve? Ne, ni bilo nobene gneče, pa to tako dolga pot, da se dobesedno razgubijo ljudje. Tako da mislim, da nikoli ne more biti pretirana gneča. Ker smo imeli poleg otroke, seveda igrala, so bila nepogrešljiva in Avstrijci in tako Švicarji se pa so zelo dobro poskrbijo za otroke in tako da smo se ustavljali tudi tam, kjer je bilo izključno za otroke. Torej so otroci še uživali v igranju na igralih, ne samo opazovanju čudovite narave, no, v Švici. Ja. Oziroma v Avstriji, pardon. No, tole pa na cesti je čisto običajno, da se kdaj sreča kakšno govedo, tudi na glavnih cestah. In pa še ena taka res nepozabna točka na Tirolskem, to pa je magični svet kristalov, bi lahko rekli Swarovski. Jaz vsem res priporočam, ki potujejo v tem delu sveta, da grejo to pogledati, ker je res čudovito, niti ni tako draga vstopnina, glede na to, kaj nudijo, okoli 20 € je za odraslo osebo. In to je ta najbolj taka znana točka oziroma fotografija, ki nastane tam.
tale taki vodomet, dejansko pa se tisti najbolj fascinantni deli nahajajo znotraj. Noter je prikaz vseh možnih oblik kristalov, Swarovski. Imajo cele hodnike, iz vseh koncev in krajev visijo kristali. Znotraj imajo tudi eno tako sobo, ledno sobo, kjer dejansko sneži, noter je led, je minus. Tukaj nas je tudi malce zazeblo, tako da nismo niti bili dolgo noter. Je pa zanimivo doživetje. In potem greš tudi noter eno tako dvorano, to je pa zelo akustično, tako da naši so tudi nekaj zapeli, ker smo tudi imeli enega pevca poleg in je bilo zanimivo doživetje to not v tej dvorani, skozi se spreminjajo luči in potem od teh kristalov je takšen poseben sijaj in potem še posebna akustika, res fenomenalno doživetje. Pogledali smo si tudi razne izdelke iz teh kristalov, od oblek, rokavic, tudi modrce. Skratka, ni, da ni, vse živo imajo iz teh kristalov. Tudi, gledajte, kristalni čevlji, škornji, tudi eni ženski čevlji, potem imajo tudi glasbila. Skratka, neverjetno, kaj naredijo vse iz teh kristalov. Koliko časa pa vzame, na primer, ogled tega celotnega muzejskega oziroma kompleksa, če lahko tako rečem? Mi smo bili v tem kompleksu najmanj 3 ure, pa ne samo zaradi tega notranjega dela, ampak tudi zaradi zunanjega, ker tam imajo tudi zanimivo, boste videli malo kasneje, tole še modrc, je bila prav ena velika razstava modrcev iz kristalov. In potem smo se odpravili počasi skozi tunel ven, še skozi trgovinico. V trgovinici pa potem dejansko dojameš, kakšne cene so tukaj. Ko začneš to gledati, recimo tale, to je mali kip, to je 20 cm velik, recimo pa stane 17.000 evrov, tak za primerjavo, recimo. Skratka, potem pa zunanji del. Tudi tukaj je izredno dobro poskrbljeno za otroke. In sicer imajo en taki veliki stolp in v tem stolpu so igrala in iz enega do drugega nadstropja greš dejansko po raznih igralih. To je bilo tako zanimivo, da smo se igrali vsi, od penzionistov do otrok, vsi, in smo bili tako navdušeni, da dejansko potem šele ugotoviš, kako si otročji, ko se tega prej sploh ne zavedaš. In je bilo res fenomenalno, vsi smo plezali gor in dol in ne vem, kdo je bolj užival, penzionisti ali otroci. Torej ste si prebudili otroka v sebi. Dobesedno, ja, res je bilo čudovito doživetje. To so imeli trampolini, potem so tobogani za plezanje, vmes pa ves čas odprto ob strani, mislim, steklo, tako da je lep razgled okoli na gore. Takole pa se lahko pleza tudi med drugim iz enega v drugo nadstropje. To je verjetno vse vključeno v standardno ceno obiska muzejskega kompleksa, ne? Oziroma celegodnega. Tukaj si plačal vstopnina in ves čas je v bistvu vse v tej ceni, tako da si lahko ogledaš karkoli si želiš in potem lahko greš tudi z ene točke na drugo, lahko greš not nazaj, recimo v muzej, če želiš, pa lahko greš spet na igrala in si pač tam lahko tudi ves dan. Koliko pa, če se slučajno spomniš, je bil pa najcenejši izdelek v trgovinici? To se cenejšega se ne spomnim, samo jaz bolj v oči so mi padli tisti dragi, ker mi je bilo nepredstavljivo. Še verjetno več kot 17.000 evrov. Ja. Potem pa imaš od zunaj tako jezero, kot katerega imajo speljano pot in po tej poti dejansko greš v to jezero na sredino in si dejansko v višini vode. Tako da je tudi tako zanimivo doživetje. In pa še potem en taki tunel od zunaj za kristali, kot bi bile ledene sveče. Tole pa potem že dalje, ko smo šli potem taboriti. Skratka, mi smo v Innsbrucku se bolj kot ne ustavili samo v tem delu Swarovskega in smo potem potovali že proti Liechtensteinu, kjer smo taborili in tukaj je bila pa eno zanimivo doživetje. Mi smo prišli v Liechtenstein in nismo bili to opazljivi, ker tam na telefonu več ne veljajo iste tarife in smo seveda ostali brez našega signala in smo rekli, bomo pa preklopili toliko peš na njihovega, toliko, da mi najdemo kemp, to je šlo za par minut. 50 evrov je odtegnilo v
Pa je bilo manj, da smo bili tam, sem toliko o njihovih cenah, tako da mobilne podatke izklopiti obvezno. Previdno. Ja. No, kopanje sem že tudi omenila, tako da tukaj v tem kempu pa so imeli bazen, tako da so se otroci lahko zvečer kopali. Zjutraj pa smo se malo podali po tej zelo, zelo majhni državici Liechtenstein, ki je dejansko ujeta v hribe in se popeljali po njihovih hribih. Seveda, tu se že začne tisti čudoviti del narave, kot bi lahko rekli švicarski del že skoraj, ker je tako zelo, zelo podobno. Res zanimivo in lepo, veliko pašnikov, lepo urejeno za turiste, vse posod smo bili zelo dobrodošli, plezalne stene, tako da res veliko dajo na turizem. To so pa potem že razgledi dol v dolino, potem malce že proti Švici. Drugače pa je mesto Vaduz, ki je glavno mesto Liechtensteina, majhno mesto, ima en grad, ki je sicer zelo lep za pogledati od zunaj, ampak žal je grad privatni lasti. Tako da grad si lahko gledamo samo zunaj, ne da se ga pa pogledati od znotraj. Je pa že tudi to zanimivo. Ja. Drugače pa je zanimivo, da tudi Vaduz ni glavno mesto, je glavno mesto Liechtensteina, ampak ni največje, ne, če se ne motim. Pa mislim, da je to v bistvu, ne vem, še katero drugo, ampak mislim, ko sem sam potoval, sem zasledil tudi, da v Liechtensteinu še severno je eno mesto, mislim, da se je zgodil Lahen ali nekaj podobnega, in ne bi bilo celo večje od samega Vaduza, tako da v tej majhni državici očitno ni samo eno mesto. No. Ja, mi smo v bistvu še tam tu, ker smo se pač zbrali, da gremo gor v hribe, da malo vidimo in seveda pač glavno mesto in smo potem že potovali dalje proti Švici. V Švici smo se podali najprej po tem delu v bližini Liechtensteina, v predel Appenzell se imenuje. Pravijo, da so v tem predelu, pravijo domačini, kot da bi bili nekako svoja država znotraj Švice, čeprav kot turist tega občutka ravno nimaš. Je pa tukaj pokrajina res čudovita in najlepše je nekako to doživeti, če greš v gore. Ker seveda smo mi bili omejeni, mi smo odpotovali v petek, pa smo se potem naslednjo nedeljo vrnili nazaj, tako da smo bili precej tempirani, glede na to, kaj vse smo želeli videti. Smo se v gore odpeljali z gondolo in se potem gor podali na en pohod, čeprav je tudi ta pohod kar nekaj časa trajal, 2 uri približno, smo se podali že dol v malce nižje skozi eno jamo, ampak to je dejansko samo planinska pot skozi, ker na drugi strani prideš ven in sicer prideš do, vsaj po moji oceni, do ene izmed najbolj posebnih, najlepših planinskih koč, kar sem jih sploh videla, ker je dejansko planinska koča vklesana v samo steno. Tukaj spredaj še ena kapelca in potem napolej za molitve, malce naprej pa je potem po takšni poti se pride do tele koče. In ta koča se pogosto pojavlja tudi na raznih reklamah, na koledarjih in tako dalje, tako da verjamem, da je marsikateremu poznana in je res zelo, zelo lepa za pogledati, ker je njena lega takšna posebna. Je pa tu speljana potem tudi ena taka lepa krožna pot, tako da se po tej eni poti skozi to jamo do te koče in potem po drugi strani gor nazaj. Skratka, poti je ogromno, tako da se lahko izbira, kam bi pač kdo želel. Je neomejeno poti. To je ena najlepših fototočk do zdaj, ki ste jih našli na poti, oziroma se podali do njih. Ja, to je res bilo čudovito, pa te planinske cvetlice, skratka narava čudovita in smo pa imeli tudi veliko srečo, da smo imeli res čudovito vreme tukaj. Da nam je bilo zelo naklonjeno. Skratka, tu smo eno tako okrožno turo izbrali in tudi poti vse so bile res zelo lepo označene, urejene. Tako se tukaj vidi, kako je speljana pot. In potem se pride gor na vrh, na tako travnato pobočje, odkoder potem se razpoteza razgled na vse konce in kraje. Povratek potem nazaj pa seveda z gondolo. V neposredni bližini tukaj, mislim, ni daleč, smo se pa potem podali tudi do Bodenskega jezera. Bodensko jezero je pa dejansko kot eno
ko eno veliko morje dejansko, ga sploh ne vidiš konca, ker je obala dolga nekje okrog 270 pa še nekaj kilometrov, tako da je res veliko in globina pa je tudi okrog 250 metrov najglobja točka. Tako da tu smo prišli potem tudi delček v Nemčijo. Vsako se vidi nekaj posebnega, Cepelin. Seveda smo se zanimali tudi takoj, kaj pa če bi mi šli leteti s Cepelinom, ko smo pa videli ceno, da je 200 evrov dalje, pač malo od termina do termina na osebo, smo si pa kar hitro premislili. Bi bilo seveda zanimivo doživeti, ampak je malce podrago, ja. Glavnem, mi smo potovali po severni obali Bodenskega jezera, potem pa, da smo prišli nazaj v Švico iz Nemčije, smo se odpravili preko s trajektom, ker smo imeli potem en cilj še pri tem Bodenskem jezeru in sicer je to otok Lindau. Tako da je bilo najbolje iti preko z trajektom in potem smo prišli čisto blizu tega otočka. Otok je zelo znan, zato ker gor se nahaja park. Tako da mi smo potem šli do tja, parkirali in potem do tega otoka greš dejansko po tem mostu preko in na otoku seveda ni avtomobilov in smo potem hodili okoli po tem otoku. Tu bi priporočala vsaj kakšne 2 uri najmanj, zato da se da res vse ogledati in da se seveda, če so poleg otroci, ostali tudi na igralih, ker imajo super urejeno. Je pa tukaj ogromno cvetja. Ni, da ni razne skulpture narejene iz cvetja, res zelo čudovito. Pravijo, da je otok lep za ogled v vseh letnih časih, menda celo po zimi, čeprav seveda takrat ne cveti vse tako, kot je v tem času, ko smo bili mi. Imajo pa tukaj še potem razne ležalnike, druge skulpture, vodomete, skratka vse mogoče in potem tudi nekaj zaprtih prostorov, nekaj rastlinjakov, tako da verjamem, da se tudi po zimi da kaj lepega videti. Torej, te slike jezera res gledajo, kot da ste bili na morju. Ja, dejansko res, ja. Tole pa imajo postavljena glasbila in imeli smo srečo, bilo jih je ravno toliko, kot je bilo nas, vsak smo vzeli svoj inštrument in tako je nastala kakšna fajna fotografija. No, v zadju so tisti rastlinjaki, ki sem jih omenila, in pa park, kjer je veliko vrtnic. Tole tako zanimivo, da se lahko fotografiraš v oblačilih, ki so iz rož. In pa še ena graščina, ki se nahaja na tem otoku, pa nepredstavljivo velike cedre. Takole, tole predstava, vidite mojega sina gor, da malo imate predstavo, kako dejansko velike so te cedre. Torej, vi ste bili v tem parku praktično del atrakcije, oziroma ste poskrbeli za prireditveno vsebino z vašo glasbeno skupino. Ste pritegnili kaj poslušalcev oziroma interesiranih obiskovalcev? Čeprav je na naši skupini kar nekaj glasbenikov, bi celo verjetno lahko dejansko kaj zaigrali. Tole pa spet taborjenje ob jezeru, še smo tam v bližini potem taborili. Vse posod sicer zgleda tako prijetno, toplo, ampak da bi pa enkrat doživeli, da bi bila voda res prijetno topla, zakopanje to pa v Švici nismo doživeli. Vse posod je bilo precej hladno, ampak otroci so se kopali tudi tam, ko so bili ledeniki v ozadju, tako da to bomo še videli v sklopu predavanja. Še kar se tiče priprave hrane, mi smo veliko hrane nabavili kar v Sloveniji, in smo si vse sami kuhali in moram reči, da za otroke je to res čudovito doživetje, pa tudi za nas je bilo zanimivo. In potem tudi to pomivanje posode, če kdo misli, da je to odveč, nikakor, otroci so to prevzeli in so to z veseljem počeli in čistili. Potovanje smo potem nadaljevali dalje proti Renskim slapovom in seveda Švica kot Švica ima zelo veliko krav, in to tudi radi pokažejo v obliki zanimive za otroke. Tako da to je bilo pred Renskimi slapovi, pred vhodom in skozi tale podhod smo potem prišli do teh zelo mogočnih Renskih slapov. Sicer niso zelo visoki, nekje okrog 23 metrov je višina,
ampak imajo pa širino kar do 150 metrov, tako da dejansko so gromozanski. Dejansko gledaš to, da so tam čisto zraven hiše in potem ti mogočni in zelo, zelo glasni slapovi, in imaš potem dostop do več točk in prideš v bistvu čisto od blizu. In ko smo to opazovali in to videli tudi to ladjico dol od spodaj, smo se potem odločili, da bomo pogledali slapove na 2 načina iz teh razglednih točk in se potem kasneje popeljali tudi z to ladjico in tako smo tudi storili in je bilo zanimivo doživetje. Dejansko tu pa prideš čisto blizu slapov, čisto tako se ti zdi, da bi lahko stegnil roko pa bi se dotaknil skoraj tako blizu. Eto, to se res Tako ta prš vode oziroma dejansko ta voda pride do tebe praktično. Ja, saj si dejansko si moker, če si čisto tukaj na koncu, te namočijo. Teda tule, ko smo ostali čisto na koncu, smo bili kar malce mokri. No, to je pa kot ena zanimivost tam na tem obzidju, smo otroke malo zdignili gor za kakšno dobro fotografijo. In pa seveda prešla do leda ne gre in ker smo mi vsi ljubitelji starodobnih vozil, smo tudi zbiratelji, običajno fotografiramo tudi kakšna starodobna vozila, torej recimo Citroen Puis. Tole pa še z ladjo do vznožja, oziroma do vznožja čisto do slapov. Tu moram reči, da je kar precej valovito, tako da to kar fajn občutiš, ampak je zanimivo doživetje se popeljati z tole ladjico. Noben ni slučajno padel v vodo, ne? Na srečo ne. Kar se pa tiče večjih mest, v Švici smo mi obiskali 2, in sicer je tole Zürich, kasneje smo obiskali tudi Lucern. Tako da večja mesta nas načeloma ne privlačijo toliko, ampak če smo že nekje, si gremo pogledati, ker bi bilo škoda, da ne bi več obiskali tudi tega, ne. In tule v Zürichu smo se parkirali prav v centru, si ogledali ta strogi center, se sprehodili okoli, tudi do jezera, tako da tu smo bili mogoče kakšni 2 uri in moram reči, da tudi otroci načeloma bolj uživajo, kjer v naravi, kjer so kakšna igrala, kot pa sprehodi po mestih. In se potem se odpravili še naprej do Lucerna, tako da smo v enem dnevu pač bili v 2 mestih. Kakšen pa je občutek, mogoče tukaj bi te samo vprašal, kakšen je občutek Züricha, kljub temu, da ste bili tam zelo kratek čas, ampak kot enega izmed mest z najboljšim življenjskim standardom na svetu, recimo, ste občutili kaj posebnega tam? Veliko tujcev, res smo videli vse živo, mislim, različne narodnosti bistveno več, kakor pa imamo možnost videti tukaj. Sploh v Zürichu, smo pa potem tudi v Lucernu, ker to, kar je na fotografiji, je že Lucern, smo tudi videli zelo veliko tujcev. Nas sicer to ne moti, glede na to, kako potujemo po svetu, ampak mogoče sem imela prej drugačen občutek za Švicarje, ki se mi mogoče zdijo hitro malce bolj hladni, nedostopni ljudje, da ne bojo sprejeli toliko tujcev, ampak očitno sem se malce zmotila, jih je zelo veliko, no. In za sam turizem pa recimo to ni moteče, ne. Tole pa v Lucernu, ta njihov znani most, tu sem bila sicer že pred leti z možem, no, takrat smo bila še fant pa punca, ko še nismo imela otrok, smo enkrat tukaj dočakala novo leto. Čudovito. Ja, nam je pa res bil bolj všeč Lucern, kakor pa Zürich. Lucern je tudi manjši in v samem mestnem jedru je tale most, ki nam je bil zelo všeč, pa tudi ti sami trgi noter, ko so take poslikane zgradbe, pa to nam je bilo zelo prijetno za pogledati. Vse te stvari tako čudovito ornamentirane in urejene, no? Verjetno v Lucernu bolj kot v Zürichu. Ja, nam je bilo nekako bolj všeč, ja. Okay. Skratka, od Lucerna smo potem spet potovali malce bolj v naravo.
Tukaj pa smo potem prišli že malce do slabšega vremena, kar pa nas ni ustavilo. Tako da mi smo potovali dalje in kljub temu, da je bil dež, smo se odpravili proti jami. Skratka, jama pa za nas žal ni bila takrat dostopna. Prišli smo do nje, se podali gor proti jami, ker pod tole mogočno steno zgoraj se nahaja jama, odkoder je zelo lep razgled. Smo se podali po lepo urejeni potki, približno 10 minut hoje navzgor proti jami St. Beatus, ampak smo prišli 5 minut pred koncem, nismo vedeli, da se takrat zapira in nas niso več spustili not. Tako da se nam je potem plan tisti trenutek malo spremenil. Mi smo potem šli še na druge oglede in se potem naslednji dan vrnili nazaj in smo potem imeli le srečo in smo potem naslednji dan, ko smo že vmes marsikaj doživeli še jamo. Torej ste imeli priložnost obiskati? Ja. Smo pa si vmes ogledali tudi enega izmed visečih mostov. To je bil naš prvi viseči most na našem potovanju, ampak kasneje smo videli, da je to v Švici postalo zelo popularno in imajo visečih mostov zelo veliko. Tako da smo si jih ogledali kar nekaj. Na začetku nam je bilo to zelo zanimivo, kasneje pa potem, ko jih obišče že nekaj, je seveda to vedno manj. Ja, to je videti, ta trend tudi v Avstriji, večino teh mostov, sploh na teh Instagram fotografijah, na take prave fototočke nastaja z teh mostov. Ja, res je, ja. In seveda, ko sem rekla kopanje pa seveda je bilo že skoraj vse posod, vsaki dan smo doživeli kopanje, ne glede na temperaturo vode. Takrat smo malce v dežju postavljali šotor, ampak tudi to moram reči, da je bilo neko posebno doživetje. Zjutraj pa smo se zbudili v takole sončno jutro. Pa je čudovito videti takšen sončen vzhod. Ja. Tole pa je ena izmed največjih atrakcij, bi lahko rekli tudi najdražjih na našem potovanju. To pa je vožnja na Jungfraujoch. In sicer, kot pravijo, tudi ena streha Evrope. To je bila nekako tudi želja naše cele skupine, da se tja podamo in sicer je za odraslega okrog 200 €, za otroke pa je samo okrog 20 €, tam nekje približno je cena. Tako da za otroke imajo napram temu, kakšne so cene za odrasle, imajo za otroke zelo, zelo ugodno. Prvi del vožnje je z gondolo, potem drugi, najbolj atraktivni je pa z zobato železnico. Kako visoko pa gre to? To gre do več kot 3000 metrov, če se ne motim? Ja, 3454 metrov visoko pripelje, potem pa se gre še malce peš in pride se do 3573 metrov. Da si lahko predstavljamo, koliko više je to Triglav. Kako visoko dejansko gre zobata železnica. Vse občuti višina. Tukaj tudi ta ledenik na ogled, oziroma če se ne motim, v tej moreni. Res bomo tudi kasneje videli, ja. Ok. Torej, še imamo za ta del, predstavimo ledenik, potem pa tudi zaključimo s prvim delom tega alpskega potovanja, bi lahko rekli. Ja. Skratka, ko smo se mi podali, fotografije. Mislim, da je mogoče težava s povezavo za fotografijo. Ja. Ok, ja, se na tej točki smo tako mislili prvi del zaključiti, tako da še zadnje vprašanje glede te postaje na vrhu. Na najvišji točki je drugače razgledna ploščad oziroma kako lahko rečem, neplaninska postojanka oziroma takšna... Razgledna točka pistoja. Takšna zelo na fotografijah zelo popularna, oziroma velikokrat videna na medijih ta točka, ja. Ja, smo imeli sicer malo smole, da ni bilo tako lepo vreme, ampak se je vseeno toliko odprlo, da smo imeli zelo lep razgled. Bomo v naslednjem delu potem to tudi pokazali. Je pa tako, da ko smo krenili od spodaj, dejansko nismo vedeli, da bomo nas pričakalo gor, da bomo karkoli videli ali nič. Tako da smo imeli res izredno srečo, ker mi nismo enostavno mogli tega zaradi celega plana potovanja potem prestaviti se kaki dan ali pa dva. Tako da se je vseeno splačalo in smo videli tisti ledenik, ki pač je bil nam nekak cilj, da ga tudi vidimo. Torej ste veliko tvegali, ampak vam je uspelo. Sklepam to ena izmed
ta najdražji doživeti na poti, če se ne motim, najverjetno. Definitivno se pa splača. Torej, s tem tudi zaključujemo in tako bomo tudi nadaljevali v drugem delu epizode Alpski biser Švica. Zahvaljujem se vam za prisotnost, vsem vam, ki ste nas danes spremljali. Prav tako pa gre tebi zahvala, Mateja, za tvoj čas in te fotografije, ki z nami deliš. Pač bližje smo spoznali destinacije oziroma podrobneje avstrijske, tirolske in tega dela Švice. In upam tudi, da smo koga spodbudili za obisk teh krajev. Posnetek te epizode bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko ga pa poslušate tudi v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Se vidimo v nadaljevanju potovanja po Švici, do takrat pa bodite lepo in veliko potujte. Bon voyage! Ja.